V tem tednu je društvo z pisnim obvestilo, tako kot smo danes že slišali, vse ravnatelje vrtcev oziroma vrtcev osnovnih šol in srednjih šol. V tistem trenutku, ko so pismo dobili, se je nebo utrgal in od takrat naprej pa vse do danes dežuje. Jaz ne vem, kako to, ampak vzgojno-varstveni zavodi, prejšnji teden, ko smo mi imeli srečanje, se spominjate, da sem jaz obravnaval odlok Vlade Republike Slovenije in sem povedal tudi v zvezi z uredbo 2022/1035, in ki je popravek uredbe 2021/953, dopolnitev popravek, in smo ta popravek tudi online gledali, video je na našem YouTubeu od prejšnjega tedna. Kdor ni bil prisoten, naj si na našem društvenem YouTube kanalu ta video pogleda. In kaj se je zgodilo ob tem razmišljanju? Seveda meni ni dalo miru, ker sem videl, da odlok je vplivna zadeva, da ti vodstveni kadri, ki cvet mladosti, naše otroke, mladino vzgajajo, jim dajajo v bistvu na 3/4 navodil, ki jih dobijo starši domov, pisnih navodil medicinskih lastnosti, medicinskih razsežnosti namesto vzgojno-varstvenih, in poleg tega sta podpisana na teh navodilih celo 2 ministra, eden, ki nima kaj v šolstvu delati, to je minister za zdravje, na katerega se potem sklicuje minister za šolstvo, tako da, oprostite mi, ta ministrska kurbarija zaradi, oprostite temu, res kurbarija, ko skačejo en drugemu v zelje zaradi biznisa, služiti na otroku, 10 testov zastonj, ki jih otroci dobijo, so na koncu skažejo kot življenje, ki je bolj pomembno od vsega skupaj, in ljudje vzamejo teh zastonj testi, ki te pripeljajo potem še do nekih drugih testov, a najprej zastonj, potem plačljivi, in tako ta epidemija, ki ni epidemija, niti razglašena, niti se ne sme imeti, je društvo poslalo vsem po Sloveniji pismo na 8 straneh, ki sem ga jaz tudi seveda priložil zdajle zraven tukaj k temu vabilu, in člane seznanil o tem, pa kljub temu bom samo osnovne stvari povedal, kaj smo jim pisali in kakšen je bil odziv. Povzročanje trajne zdravstvene in vzgojne škode šoloobveznim otrokom, dijakom, študentom in drugim udeležencem zavodov spričo državne goljufije. To je osnovni naslov in sporočilo vsem ravnateljem. Pismo je dobilo vsako vodstvo posebej na svoj osebni e-mail z navodili. Ta navodila pa so bila s 3 kratkimi vprašanji, ali je ustanova registrirana po zakonu o medicinski dejavnosti, ali smejo to upravljati, in vprašanje, kakšno registracijo nosi njihova ustanova in ali se sme z medicinskimi pripomočki in zdravili ukvarjati in jih kot šola reklamirati, ker kot smo bili zadnjič priče, dokumenti, ki sem jih jaz pridobil, reklamirajo pač 5 teste, hitre antigenske teste, ki jih pa evropska uredba pravzaprav prepoveduje oziroma jih ne dovoljuje, razen v času epidemije, pa še to, da nihče tega ne sme delati in izvajati sam, ampak samo v zdravstvenem domu ali pa za to usposobljena oseba. Pod pogojem, o tem govori uredba Evropske unije. In tukaj samo nekaj uvodnih besed, da boste začutili, kaj jim pišemo. Zakonodaja določa način izobraževanja in vzgojo, ki jo izvajajo javne in zasebne ustanove. V ciljih izobraževanja je določeno, da država oblikuje in spodbuja zdrav način življenja in otroke vzgaja v odgovoren odnos do naravnega okolja. S tem omogoča otrokom osebnostni razvoj v skladu s sposobnostmi in naravnimi zakonitostmi razvoja otrok. Hkrati je zagotovljeno spoštovanje, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
tudi spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter s tem razvijanje sposobnosti otrok, mladine za življenje v naši demokratični družbi. Kakšni so naši pomisleki glede kršenja človekovih pravic? Zaskrbljeni smo zaradi pomanjkanja preglednosti pri pojasnjevanju utemeljitve nekaterih nujnih ukrepov in celo pri ugotavljanju, katera raven vlade je odgovorna za nekatere ukrepe. Nekatere odločitve bi morale biti vključene v zakonodajo in še niso. Druge so bile uvedene na druge načine, vsi poznamo odloke, uredbe, zgolj gola naročila brez zakonodajne podlage. To se pravi, kar neka obvestila pošiljajo po šolah in ta obvestila so več vredna kot vsa zakonodaja. Jih veliko bolj spoštujejo eno pismo ministra, ki nima pravne podlage kot zakon, na podlagi katerega bi mogli delati. In stvari uhajajo počasi iz rok. In naj vam zdajle povem, odgovori, ki smo jih dobili od šole, so bili, jaz temu rečem, unificirani. Razen en odgovor je prišel malo drugačen, dokler se niso še med seboj zmenili, oziroma vsi ravnatelji, direktorji šol dogovorili. Na naši šoli delamo vse v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Lep pozdrav. To je odgovor z ne vem kolikih šol prišel dobesedno, to se pravi copy-paste iz navodil. Sramota. Niti en od ravnatelja ne zna razmišljati in je bilo rečeno v tem našem dokumentu, v navodilih, prosimo, odgovorite kot odgovorne osebe, kot direktorji, ki vodite tako ustanovo, v kateri so otroci, ki jih vzgajate s svojim zgledom in svojim znanjem, odgovorite samostojno, ker ste vi kot samostojen zavod in odgovarjate z osebno odgovornostjo. Ampak te osebne odgovornosti ni. Eden mi je celo napisal, ja, lahko še kaj pošljete, se mi tako pošljemo to na ministrstvo, bodo oni z vami reševali stvar. Si lahko vi predstavljate to lutkarstvo? Vse mi smo v bistvu v eni taki lutkovni predstavi, kjer so ti ravnatelji na teh nitkah kot tiste lutke, odzadaj muska špila, ministri jih potegnejo in oni delajo, kar pač delajo, množica se pa zabava na podlagi tega. Kam smo prišli? Se pravi, zelo hude stvari. No, tukaj smo potem povedali iz društva, da je odlok vlade o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 iz uradnega lista. To je uradni list številka 112 z dne 26.8.2022 na strani 8142, ki je v nasprotju z evropsko uredbo. Evropska uredba izrecno prepoveduje samotestiranje, tega izraza sploh ne pozna, ga sploh ni. To samotestiranje je po vsem svetu, povsod čist mimo zakona. To se pravi, da ti sam svojo voljo, svojevoljno greš, vzameš in se testiraš. In zdaj to odlok tvojo voljo v zakoni, odlok o svobodnem samotestiranju. Ljudje božji, to smo že zadnjič govorili, ampak zdaj, ko smo jim povedali, da vemo, da se zavedamo, kaj to je začel pa grmeti, pa toča pada. Se pravi, evropska uredba izrecno prepoveduje samotestiranje, ki ga vpeljuje odlok vlade Republike Slovenije. In zato je v izrecnem nasprotju z veljavno evropsko zakonodajo. Kolikor sem jaz seznanjen, je Slovenija še vedno članica Evropske unije, še vedno ima pogodbo, ki je podpisana in še vedno velja, torej krši evropsko zakonodajo. Na 8 straneh potem pojasnjujemo vse, kaj je narobe in da smo pripravljeni, vkolikor nam v zakonitem roku vse šole samostojno ne odgovorijo in ne odgovarjajo, da bomo prisiljeni državnemu tožilcu v Evropski uniji prijaviti kršitev oziroma te kršitve nespoštovanja uredbe Evropske unije državnemu tožilcu, ki bo pregledal, kakšno je stanje teh kršitev v vladi Republike Slovenije, zakaj takšen odlok. In kakor smo videli, traja samo 3 mesece. Tako da jaz sem dal zakoniti čas ravnateljem, povedal sem stvari. Odgovori so pa zelo arogantni.
Zgodila se je vmes med pismom do danes ena zanimiva zadeva z enim primerom ravnateljevanja, ki bi jo z vami rad komuniciral. Danes zjutraj sem dobil, ne vem kdaj, ob kateri uri, sem dobil en SMS, kjer je en človek napisal, prosim, da vse naše kontakte, pa vse naše telefone, vse naše e-maile v društvu zbrišete. In se je lepo podpisal. Jaz sem šel gledati potem v naše člansko bazo in sem videl, da se je ta gospod med prvimi vpisal v društvo Belis, to se pravi februarja 2021. Njegova številka je okrog 240, 245, tam nekje vmes. In po enem letu je prosil za izpis. To se pravi februarja 2022, zdaj smo pač datum, ki smo, in mi smo to pač uredili. Ker pa je bil še osebni kontakt iz ozadja od ene naše članice, ki mu je poslala nekaj teh naših stvari, in je pa napisal, da od kje podatke in tako, in smo šli malo pogooglati in kaj odkrijemo. To je človek, ki je zelo zanimiv. Tukaj imam od mestne občine Ljubljana, mestni svet, iz leta 2019, odločbo, vam je pokažem, vidite tukaj, takole vam je pokažem. In na tej odločba govori mnenje kandidaturi za ravnatelja oziroma ravnateljico osnovne šole XYZ. Tukaj je noter 5 kandidatov, vsak kandidat ima življenjepis in občina tukaj pač o tem sprejme sklepe in šole pač nimajo več možnosti od 2019, ko se je zakonodaja nekako spremenila, občina nekako določa kot ustanovitelj šole, zdaj že župan in mestni svet so se spravili tako daleč, da oni določajo, kdo bo ravnatelj. Hvala Bogu je ta nova vlada ta predlog zakona potegnila nazaj, tako da zdaj to ni več možno, ampak to se je dogajalo točno v tem času, ko so župani in mestni sveti po vsej Sloveniji svoje ravnatelje. In kakšni so ti profili? Opis tega človeka, ki je to naredil, piše tako, zdaj pa poslušajte, to so v glavnem tipi po večini ravnateljev. Profesor športne vzgoje, svetovalec po nazivu, ima 10 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter opravljen strokovni izpit, ravnateljskega izpita pa še ni opravil. Študij na fakulteti za šport je zaključil 2002, dokončal je tudi vojaško šolo za častnike in pridobil častniški čin, je končal poveljniško šolo Slovenske vojske, se je udeleževal šole osebnosti in deloval na gestalt mentor. 10 let poveljeval Slovenski vojski. 10 let pa je v osnovni in srednjih šolah učil športno vzgojo. In tako naprej, in tako naprej. 2 leti je deloval v vlogi eko-koordinatorja, kot soustvarjalec Zdrave šole, eko, imenovani kandidat v programu vodenja zavoda navaja, da bo kot ravnatelj deloval na ravni pedagoške vodje, kar vključuje usklajevanje dela učiteljev, biti strokovnjak na pedagoškem področju, znati povezati ljudi ter zastopati učenca, učitelja in starša, pri čemer bo v ospredje vedno postavil dobrobit otroka ter skrb za vseživljenjsko izobraževanje učiteljev. Kot izhodišče stebre pedagoškega dela navaja moč učitelja oziroma odločanja na nižjih ravneh, kadar je to mogoče, in sicer po načelu manj je več. Na področju projektov in interesnih dejavnosti ter praktične izkušnje oziroma povezavo izobraževanja in vzgoje s praktičnim življenjem. Kandidat navaja, dobro poslušajte, da je za ravnatelje tako kot pedagoško delo enako pomembno menedžersko delo oziroma finančna konstrukcija letnega dela. In kot ravnatelj se bo povezoval s policijsko postajo, zdravstvenim domom in centrom za socialno delo ter s kulturnimi društvi. Ok, vse lepo in prav. Ampak tak tip profila zdati za ravnatelja, ne vem, ki ima vojsko, ki ima poveljevanje, ki ima povezavo s policijsko postajo, ta človek v enem stavku tle samo pove, da bo delal pedagoška dela. In moč učitelja na najnižjih ravneh
poudarja kot tisto, kar bo otroke naredilo red in disciplino. Ljudje moji, to so profili ljudi iz različnih koncev, ravnatelji, ki so tako poslušni, naredijo vse za svojo kariero, za svojo plačico in za to, da druge komandirajo. To so tihi profili psihopatov. Oprostite in da tako rečem, in župani to podpirajo, zdaj tega hvala Bogu več ne morejo, zaradi tega, ker v šolskem svetu to zdaj sprejemajo rahlo drugače, kakor sem trenutno seznanjen.